da vraki nam vrsta v tebi, kot iz nebes. To srce zdaj kot puščava je, osamljeno zdaj ljubite in čakate. Imamo malo energije za vse, ki bomo sledili trte, ne? In za vse ostale, da nam boste dali spodbudo. Hvala lepa. Došli na zgodovinskem dogodku družine Puklavec in P&F Wineries. Ob očarljivi zidanici Malek, ki ponuja prekrasen pogled na okoliške vinograde, bomo danes sadili trte sorte šipon. Dragi gostje, s tem, ko boste posadili svoje vinske trte pri največjem slovenskem vinarju, boste postali del naše zgodbe. Posebej vesel, da nas lahko danes tukaj pozdravi, pa je lastnik gospod Vladimir Puklavec in ga vabim k mikrofonu. Dobrodošli na Maleko. Malek je za nas tudi tradicija. Tukaj res smo, to je bilo zgrajeno 1700, to pomeni, govorimo o 314 letih obstoja. In se veselimo, da se za tako številno odzvali našemu povabilu. Naj bi rad ponovil vseh, ki so tu, ki so nam posebno dragi, ker naše ime, Puklavec and Friends, vem, da v začetku sigurno bo malo moten, da nismo izbrali slovenskega imena do konca, ampak je bilo od vsega začetka jasno, da moramo iti na zunanja tržišča, da lahko preživimo. In takrat, pred 5 leti, zdaj lahko napravimo malo bilanco, pred 5 leti je bil naš načrt, da bi približno 2/3 izvozili in 1/3 na slovenskem tržišču. In seveda moramo potem, v začetku smo morali že izbrati ime tudi podjetja, ki ga lahko potem uporabljamo tudi na zunanjih tržiščih in tako da ne menjamo tega imena od težave do žene. In to resno mislimo, kot prijatelje Puklavec and Friends. Prvo to pomeni, da družina sama ne more biti nič nekaj. Družina lahko priskrivi sredstva, tudi mogoče določene poslovne vizije, ampak ravno vse. Ravno naše sodelavce, ki so z Mitjo Vlačejo napravili odlično delo. Nad pričakovanji in poleg vsega tega smo zgradili najbolj moderno kletno okolje. In to poleg normalnega dela, vsaki, ki ima malo predstav, kaj to pomeni, se lahko predstavlja, koliko dela je to, koliko težav in koliko problemov je, ki jih treba rešiti. In to je za mene en največji dosežkov pri tej moji bilanci čez 5 let. Po drugi strani pa, ko smo zunaj napisali, treba največje stvari v življenju treba deliti z drugimi. Mislim, to ni zdaj ličeno na ljubezensko razmerje, ampak polno dobrote v okviru pitja in jedače, tako da ne bo kakšnega resno razuma. In to je tudi naša gesla, ki ga nosimo vsi. In da delujem za prijatelji, tudi naši dobavitelji, ki nujno rabimo, da dosežemo naše cilje, kar se tiče kvalitete in seveda tudi konkurenčnih cen, potem kooperanti, potem naši kupci in vsi tisti, ki nam kakoli pomagajo, da lahko dosežemo naše cilje. In naš cilj je bil od vsega začetka, da vrnemo stari sloves Jeruzalemu,
v Sloveniji in na svetovnem trgu in da pokažemo, da je Slovenija vinska dežela, ki lahko proizvaja odlična vina, po drugi strani pa seveda moramo proizvajati količine, ki nam omogočajo konkurenčne cene. In če pogledamo nazaj, smo začeli z 2009 letom, ko je bila toča, je bilo v bistvu slabi začetek, ker smo imeli malo predelka in smo izgubili dosti predelka zaradi toče, potem je 2010 je bilo izredno dosti dežja in smo tudi takrat imeli probleme z našo trgatvijo. Kljub temu je našim enologom z Mitjo na čelu uspelo tudi med teh leti napraviti dobra vina, kateri smo se v začetku predstavili v Sloveniji na tujih trgih kot sveža sadna vina in z malo manj alkohola, ampak v bistvu je to nova smer, ki jo zdaj še nadaljujemo in smo gotovili, da je ta smer bila odlično sprejeta na tržiščih. In tako da to bomo nadaljevali. V teh 5 letih smo seveda tudi bili v situaciji, ko so okvirni pogoji se poslabšali. Ne samo Slovenija, tudi v bistvu Evropa je bila prvo bančno krizo, potem tudi na tržišču se je pokazalo, da ljudje imajo manj denarja, ki ga lahko izdajo za te dobrote v življenju in za nas to pomembno še dodatni konkurenčni pritisk. Če danes skušamo to nekako oceniti, bi rekel, mi smo kljub vsem tem težavam dosegli naše cilje, na določenih področjih smo presegli. Jaz sem izredno ponosen na naše vinograde pa klet, ki so v tem času dosegli svetovno kvaliteto in to nam kaže tudi številna priznanja, zlate medalje od Londona do Budimpešte in do Holanda. Po drugi strani pa, kar je izredno prijeten človeški občutek, smo na tej poti srečali izredno dosti ljudi, ki so nam v kakšnikoli obliki ali s simpatijo ali pomagali, da smo te cilje lahko dosegli in bi se lahko v tej priliki še enkrat posebno zahvaliti. Za nas je danes tudi malo simbolike v celi zadevi, ker smo izkrčili ta vinograd zaradi te zlate rumenice, ki je dejansko nevarna za vinograde in ki je treba resno vzeti, upam, da bomo v slovenskem vinu osko sodelovali z drugimi, tako da preprečimo razširjanje te bolezni. In danes začnemo znova. In vinogradniki so dejansko optimisti. Vinogradnik zasadi trto, čaka najmanj 3 leta, do 4 leta, da dobi prvi pametni pridelek in potem neguje 30 let ali 35 let. To pomeni, to so dolgoročne načrte. On mora zaupati v budućnost. In to je razlika mogoče do drugih, do poljedelci imajo pridelek nekaj 7, navadno, in vsako leto znova. Le da malo drugačna, kako rekel, filozofija posla in s tem bi radi tudi pokazali, da smo tisti, ki verujemo v budućnost, ki nas določene težave ne motijo, kar se tiče našega optimizma. In sem vesel, da vas je toliko tu, ki sodelujejo pri tej akciji, da pokažemo, da verujemo v budućnost, ne samo Jeruzalema, naše kleti, tudi slovenskega vina. In bi predlagal, da preživimo ta dan v tem vzdušju. Se še enkrat se zahvaljujem vsem, da so tu in upam, da bo še v naslednjih letih to prijateljstvo, ki ga je treba važno za nas, lahko dalje negujemo in obdržimo. In hvala za vašo pozornost. Wineries je družinsko podjetje, ki ga vodi hči gospoda Puklavca, gospa Tatjana Puklavec, in jo zdaj vabim k besedi. Nažalost, jaz ne govorim slovensko. I'm very sorry. My dad didn't talk Slovene to us when we were kids, so blame him, please. So I will do my little speech in English. It's really wonderful to see so many people out here today, and we are very proud that all of you made it up to Malek to plant the vines with us today. And I can't believe that when we took over the winery 5 years ago, that we would
be standing here right now at this moment, sharing our love and our passion for what we do with, all of our friends from all over the world. I'm responsible for marketing and sales for the export markets. I live in Holland because my husband is Dutch and he doesn't want to move anywhere else besides living in Holland. Okay. And we have been exporting in quite a lot of countries in the last years. We started in 2009. Actually, our first harvest we sold in 2010. And we are very successful in the UK, in the Netherlands, Belgium, Denmark. We're exporting to Canada, to the United States, also to Russia, Czech Republic, Poland, Denmark, and Finland. And it's a new challenge every single day to sell Slovenian wine to the world. But I believe we do this with a great passion, with also a lot of confidence and a lot of patience. And so far so good. We have sold last year 3 million liters in the export markets, which will be even more this year. We have had great press coverage, especially from international newspapers like The Guardian, The Daily Telegraph. And I believe that the biggest compliment I heard was when we went last year in London. We went to the Emerging Regions tasting, so that's a tasting for all kind of emerging regions. And we saw Jancis Robinson. She's one of the most famous wine writers, I believe, in Europe. And we said to her, Jancis, please come to our stand and try our wines. And then she looked at me, she said, you guys, you're not emerging anymore. You're already there. And that was a moment I felt very proud. So she knows us, and that was really a wonderful moment. But first of all, let's have fun and plant wine, then enjoy the wine later on. I will hand it now to Mitja. Lepo zdrav, spoštovani gosti, tudi v mojem imenu. Prav lepo mi je občudovati te vesele obraze danes tukaj na Meleku in prav je tako, to je trenutek drugačen. Namreč vinograd sedi na 30, 35, mogoče celo 40 let. In prav za tem namenom so vas danes povabili sem, da delimo ta trenutek skupaj, da bomo lahko potem skupaj tudi občudovali vinsko trto, kako se bo razvijala in radi bi vam nekoč tudi iz tega vinograda dali to posebno žlahtno kapljico, ki jo bomo pridelali na naših in vaših trtah. Mi v kleti ne pozabljamo naših vinogradov. Je res, da smo v preteklih letih se bolj pogovarjali o kleteh, kjer smo imeli ogromne investicije v zadnjih 5 letih, ko smo začeli to zgodbo. Vložili v samem klet Ormoško in Ljutomersko nekje 12 milijonov evrov. Jih res posodobili, tako da imamo danes najsodobnejšo, najmodernejšo klet v tem delu Evrope in mogoče tudi ena izmed najmodernejših celo na svetu. Je pa za vinogradnika pomembno, da ne pozabi na svoje vinograde. Namreč zmeraj se kakovost rodi tukaj, v vinogradi, v naravi in skupaj z človeško roko potem lahko pričakujemo dober rezultat. Tako P&D Wineries vsako leto obnovi nekje 30 hektarjev vinogradov ali v trtah rečeno tam okrog 110 tisoč trt. In to je za nas pomembno in potrebno, namreč kot zanimivost v naših letih obdelujemo 2 milijona trt. Se pravi, toliko, koliko nas je Slovencov, toliko ima P&D Wineries svojih trt. In za ta 2 milijona je potrebno skrbeti z obnovami. In jaz sem prepričan, da danes skupaj z vašo pomočjo bomo to tradicijo peljali naprej. Bodo trte imele lepo prihodnost in skupaj se bomo borili, da bodo tudi na koncu žlahtna kapljica čim boljša in bomo vsi v njej uživali. Želim, da se imamo danes lepo, bomo pa pozneje še tudi kako besedo več povedali o tej vinski trti, o šiponu, ki jo danes sadimo. Hvala.
Danes smo sadili šipona v vinogradu in šipon je sorta, ki nam prvi pomeni mnogo več kot pa kjera druga. Ni glih avtohtona, ampak mi jo imamo za sebe, da avtohtono je bolj lokalna sorta in raste tudi malo pri naših sosedih, ampak tu v Jeruzalemu se počuti posebej dobro. Tako da danes, ko ste zaključili samo sajenje, te prvo vino, ki ste ga poskusili, je bil šipon iz linije Gomila. Gomila je en izmed naših vinogradov, ki nam pomeni, pa kot Malek, tudi malo več, na meji z Hrvaško. In Gomila je tista, ki rečemo izbrana lega oziroma single vineyard selection. S tem šiponom, ki ste ga danes imeli prvega v kozarci, ki se še spomnite, smo prečarali vse male stvari šipona, pravi zeleno jabolko, banana, potem tista ena polnost herbalne note, začimbe, ki prihajajo pozneje. In tak tudi šipon mora biti. Jaz sem prepričan, da tega, ko smo posadili danes, da bo tudi v taki smeri. Potem smo pa šli na drugo sorto, ki ste poskusili zgoraj, je pa bil Sauvignon, prav tako z linije Gomila. Sauvignona mi zelo radi ponujamo, ker se zavedamo, da so Ljutomersko-Ormoške gorice eni izmed najboljših rastišč za to sorto. In prav tako na Gomili imamo teh okrog 80.000 trt samega Sauvignona, ki daje poseben karakter, ki daje res intenzivno aromatiko. In tega, kar ste danes poskusili, je bil letnik 2012, bolj v stilu kot smulje, malo z zelenimi toni, ampak v letu 2012 niso bili toliko izraženi. In tudi črne ribe se je zelo lepo izrazila, ampak z res isto izrazito Sauvignonovo svežino. Ko smo pa se preselili sem noter na malo topleje, smo pa vam postregli sedaj tudi že zgoraj z slajšim vinom, namreč ta okoliš je tudi bil poznan in je poznan po slajših vinih, po predikatnih vinih, tudi po kakih posebnih trgatvah. In danes prvo, kar imamo izmed te slajše vin, je traminec, svežega letnika in ta traminec je pol sladek, se počuti pri nas zelo dobro, intenzivna aromatika po vrtnici, v zadnjo prihaja potem tudi tista vijolica. Mislim, ko bo zarel nekaj malo dlje časa, bo prišla tudi ličjeva nota, ampak z tramincem je pri nas pač običaj, ja, da je pol sladek in ponovadi, če gospe vprašajo, če imamo kaj za njih, je potem to traminec ali pa rumeni muškat. To sta tisti dve izraziti sorte. Ja, prej smo poskusili vino iz linije Gomila, potem smo prišli na vino iz linije Jeruzalem-Ormož. Lahko malo prehajamo tudi na našo tretjo linijo, to je linija Ljutomerčan. Ne smemo pozabiti, da smo danes v Ljutomersko-Ormoških goricah, da tukaj niso samo vino iz Jeruzalem-Ormoža, ampak tudi iz Ljutomera, z linije Ljutomerčan in tisti pravi predstavnik te linije v zadnjih letih je rumeni muškat. Namreč v kozarci imamo rumeni muškat, sladek, letnika 2013. In kot lahko sami vidite, tega niti ni potrebno preveč vrteti. V steklenici njegova aromatika kar puhti iz samega kozarca. Tako da ponavadi mi enologi najraje rečemo, ja, to pa tisti pravi rumeni muškat za tipično muškatno aromo. Ta, ker je nekoliko slajši pomeni, oziroma je kar sladek, tako da ima malo več sladkorja, tam okrog 45 do 50 gramov. In imamo po drugi strani zelo lepo svežino, ta kislina ga poživi. Vino je na nek način živahno, prihravo, kljub tem sladkosti. In kot takega smo ga mi danes priporočali k tem sladicam, ki jih imate zraven, tako da vam bomo zdaj dali malo več miru, da se lahko malo posladkate prvo z vinom, pol pa še z sladicami in pozneje smo za vas pripravili nekaj malo drugačnega. Dobrotami, mimo grede naj se zahvaljujem
zahvali gostinstvu Prosnik za te lepe slaščice prleške. Zdaj gremo pa naprej in sicer gremo v arhivska vina. Je ta klet založena z arhivskimi vini? Ja, sedaj gremo naprej proti tistemu, kar je tudi naš ponos. Namreč klet Jeruzalem Ormož ima največjo arhivsko klet v Sloveniji. Hranimo 254 tisoč steklenic in najstarejše vino v kleti je letnik 1956. Tako da je prav, da danes v tem trenutku z vami podelimo tudi nekaj iz naše zakladnice in to bo en beli pino, en prav poseben beli pino, namreč tistega leta 1971 je bil pridelan prav tukaj, kjer smo danes sedeli, ta naš vinograd. In da boste videli, kaj lahko ta vinograd da, pričara tudi na dolgi rok, smo se odločili eno pozno trgatev tega velega pinoja deliti z vami. Koliko ima preostanka sladkorja, ampak to vino je neverjetno. V bistvu ima danes 43 let, po drugi strani, kot boste videli, ogromno svežine, malo višjo barvo, kar je značilno za arhivska vina, ki gre bolj na jantrno, zlato jantrno barvo. Ampak očara ta aromatika, suhe fige, suha marelica, smokva, rozine, vse tisto, kar je res čar arhivske vin, začinjeno skupaj z rahlo dimljeno lesno noto, namreč vino je zorelo v lesenem sodu kar nekaj časa in verjamem, da boste v njem uživali, ker je tudi zadnje vino, ki bomo ga danes tukaj skupaj podegustirali. Tako da si vzamete malo več časa, pa mu naklonite to eno pozornost, vseeno 43 let staro in probajte se zamišljati, kako bo izgledal potem vaši plon tudi nekoč, nekje čez 20-30 let. Daj bomo en aplavz, da bomo prišli za panoja. Izvoli. Se pravi, takole potrebujemo še odpirač, brez tega ne bo šlo. Kako želiš, tako je tudi po Klemenčičevo. Če želiš, ti lahko pomagam, da mislim, da se boš znašel. Kako si kaj zdaj kot novo učeni gostinec z odpiranjem buteljcev? Mislim, da odkar sem zaključil kakšen sommelijerski tečaj, da mi gre kar dobro od rok, ampak zdaj pač, according to all circumstances, je bolj tako, ampak bomo probali narediti tako. Wow, gre, prav. Ja, gre. Ja, etikete ni videti, pokaži. Kako se počutiš, ko odpiraš letnik, tvoj letnik? Zelo malo sem ga, nisem ga, premalo sem ga potegnil ven. Se bom potrudil zdaj, se ga malo še pošravba. Je v navadi, zgleda, Vrak jasni. Ne, moramo malo pomagati. A jaz pomagam? Bravo. En aplavz, kot je veliki moli, kot je nekaj. Kako diši? Medene note, figove. Zdaj ćemo vse njegove besede ponovo zbitak rekli, da bo ne ponavljam, ne. O vijolicah pa sigurno ne. Kar popravite kozarček, da bo Jani spil deci, mi se bomo pridružili. Najprej drugim natočim. Tak je Jani. Jani, kot da ni Gorenec. Rad bi vas motil še samo za par trenutkov. Glede na to, da imamo vsi zdaj ta letnik 71 v kozarci, bi rad se vam zahvalil za vašo pomoč danes. Tudi s tem svojim sodelavcem bi se rad zahvalil pomoč, da smo zasledili ta vinograd. In najlepše se zahvalim v bistvu za eno zdravljico. Zato bi rekel čisto preprosto in domače na zdravje. Koliko kapljic, toliko let, Bog nam daj na sreči let.
She